Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Drage dragi moji, ne smem reči lepo pozdravljeni v novi epizodi, ker imam zraven sebe radijskega voditelja, ki je rekel, da bom ravno tako začela, ampak vas samo lepo pozdravljam. Sandi Hrovat je danes z mano. Vas lahko lepo prosim, da se predstavite tako, kot želite biti predstavljeni? V bistvu je zelo zanimivo sebe predstavljati, kot da predstavljaš sebe v tretji osebi, ne? Ampak če že, kako bi se opisal? Sandi Hrovat je pač deček iz Goričkega, iz Prekmurja, ki ima rad naravo, rad ima barve, rad fotografira, ampak je pa tudi novinar, samostojni podjetnik, predsednik Romskega akademskega kluba. Pač veliko teh nazivov je, ampak če povzamem, je pač samo nekdo, ki rad živi življenje. Najlepša hvala. In če bi to bilo leto 2023 ali pa leto 2020, bi se v zvezi s temi stočnicami imela zelo, zelo veliko za pogovarjati. Danes pa leta konec 2025, na začetku 2026, je pa na žalost ena od prvih misli, ki nam pridejo na pamet, ko nekdo reče, da je pripadnik romske etične skupnosti. To bo pa zdaj treba nekaj resno spremeniti. Oziroma? Pa bi se res moralo kaj resno spremeniti. Jaz mislim, da bi se najprej morali ustaviti, zadihati za kakšno sekundo in dve in ne takoj na prvo žogo odreagirati, ker nobena dobra sprememba se ne zgodi čez noč, za vse je potrebno čas. Kje ste danes pri javnem nastopanju ekstra previdni? Ali pa kje so danes zaradi okoliščin, v katerih trenutno smo, omejitve, ki jih mogoče še kakšno leto nazaj ni bilo? V bistvu ne vem, če sem toliko sploh kaj posebej previden pri javnem nastopanju, morda tudi zaradi tega, ker že več kot 15 let tudi delam kot novinar, pa sem morda že malce zverziran pri uporabi določenih besed ali pa terminov. In tudi, ker že 20 let delam na področju romske skupnosti, sem se že naučil že pred leti uporabljati pravo terminologijo, ne glede na to, ali javno nastopam ali ne, ampak se pa vedno trudim, da vedno govorim iz sebe, res tisto, kar sem sam videl, slišal, zato ker resnica res na nek način osvobaja, ne? In če jaz hodim po Sloveniji in predavam, izvajam različne delavnice ali pa seminarje, mislim, da tisto, kar sam doživim na terenu, da praksa je res tisti pravi pokazatelj resničnega življenja Romov, da ni vse tako enolično in posplošeno, kot se pač to dogaja v zadnjem letu, žal. A lahko potem tukaj začneva? Kakšno je resnično ali pa pravo življenje Romov v Sloveniji? Vsi odtenki sive. Če bi moral nekako res potegniti neko skupno črto, bi jaz rekel, glede na to, da sicer v Sloveniji živi več različnih skupin romskih skupnosti. Ne govorimo samo o eni romski skupnosti, ker vsaka se je preselila na območje Slovenije iz različnih držav, pripada različni skupini, govori drugačno narečje romskega jezika. Zato ima tudi vsaka skupina Romov svoje vrednote, svoje načela, svoje navade, tradicijo, kulturo, tudi vraževerje. In zato je tudi način življenja drugačen. Ampak tako nekako, če posplošiva danes, bi jaz vseeno si upal trditi, da je življenje Romov zelo bogato, pestro, barvito, kulturno, predvsem pa srčno, ker jaz vsa ta leta, ko sem delal z Romi, še vedno živim tudi v naselju, kjer živimo Romi. Meni je to eden najlepših krajev za živeti. Jaz si niti ne predstavljam, da bi jaz zamenjal domače naselje za življenje v mestu, ker tam se res počutiš domače in kamorkoli pridemo, katerokoli naselje, kjer živijo Romi po Sloveniji, se vedno počutim zelo domače sprejetega, zelo veliko čutečih ljudi, nikoli nobenega strahu za čuda. Pa tudi, če ljudi srečam prvič. Zdaj, vi prihajate iz Prekmurja in tako že kar malo pregovorno je tudi med, rečemo, laično javnostjo, da so Romi v Prekmurju drugačni.
Iz vidika tega, kar ste ravnokar povedali, da poznate tudi druge skupine Romov po Sloveniji, da prihajate z njimi v stik, a je to res? A ste prekmurski Romi drugačni? Jaz V si čem? ne bi upal trditi, da smo kot Romi, kot romska skupnost drugačni, ne razen od tistih zadev, ki pač nas nekako identificirajo tudi kot romska skupnost, ampak kot ljudje, kot Romi nismo nič drugačni od ostalih. Razlika je vedno ta, ko se primerja ta Prekmurje-Dolenjska naveza. V Prekmurju je morda bilo več priložnosti in možnosti tudi za Rome. Že pred leti, pred desetletji govorimo. Jaz na predavanjih vedno dam z veseljem primer moje babice, pokojne babice, ko je ona bila stara 14-15 let, je ona tudi s svojim očetom hodila k kmetom delati. In s tem, ko je ona hodila k kmetom delati, pomagati delati na njive, je šla iz naselja, torej se je družila tudi z neromsko populacijo, ustvarjala stike, sobivala z njimi. Potem kasneje, ko so se bolj odprle tudi meje, recimo z Avstrijo, kjer dela tudi veliko Romov, tudi veliko neromov, dela v sosednji Avstriji, se je potem dejansko zgodil tisti večji premik, ker ti enkrat, ko zapustiš naselje, odideš sploh v tujo državo, začneš prevzemati nevede nove norme, novo tradicijo, novo kulturo, nov način življenja, razmišljanja in potem to preneseš nazaj v svoje domače naselje in sprememba pride iz naselja. Ampak tudi za to je bil potreben čas. Bomo rekli 50-60 let, da danes lahko govorimo bolj o urejenem položaju Romov v Prekmurju kot recimo na Dolenjskem. Na Dolenjskem pa tudi nasploh za večinsko prebivalstvo ni toliko priložnosti, tudi ko govorimo o zaposlovanju, ne? Zato bo tam morda potrebno več časa za to. Je zaposlovanje eden od ključnih elementov, ali pa kam bi postavili recimo zaposlovanje na lestvici ob primerjavi s šolstvom, z izobraževanjem, osnovnošolskim, srednješolskim? Odvisno, za katero leto bi govorila in za katero generacijo. Če govorimo za danes, bi govorili seveda predvsem za mlade odrasle, da je področje zaposlovanja najbolj pomembno. Če bi za to isto generacijo govorili 10 let nazaj, bi zagotovo bilo področje izobraževanja. Jaz mislim, da samo na eno področje se ne moremo fokusirati v enem danem trenutku. Vedno je potrebno pogledati celoten niz, od izobraževanja do zaposlovanja. In če bi si res želeli nekih konkretnejših premikov v neko boljšo smer, za boljšo prihodnost, ko govorimo o položaju romske skupnosti, jaz mislim, da bi tukaj bila potrebna ena celovita prenova ne samega sistema, ampak mogoče namenske porabe denarja vseh teh programov in projektov, ki bi zaobjemali res najprej sploh prepoznavanje potencialov v romski skupnosti in omogočiti, da dokončajo izobraževanje, da se po izobraževanju zaposlijo, ker ko bodo Romi enkrat postali zaposljiva delovna sila, ne samo, da bojo s tem predstavljali res dober primer družini, naselju, skupnosti, ampak tudi širšemu prebivalstvu, ne? Ker dokler je pa človek, bova rekla v navednicah, zaprt v nekem na videz segregiranem naselju, vsega tega pač ne more doseči, ne? K namenski porabi javnih sredstev se bova še vrnila. Toliko zelo veliko se bere v medijih, da to je rak rana, in da imamo tukaj kot družba oziroma tudi politika ogromno še za narediti, ampak vendarle, a ne. Omenili ste, da bi bil eden od ciljev tudi, da se romskim mladim ljudem omogoči ali pa otrokom omogoči, da dokončajo izobraževanje. Kakšne posebna sredstva bi bilo potrebno nameniti, pa niti ne finančna, tudi kakšna druga temu, da dokončajo izobraževanje? Zakaj je to težje, kot denimo pri neromski populaciji, kjer je samo po sebi umevno, da bomo dokončali recimo osnovno šolo? Ampak na koncu dneva je spet vse povezano z denarjem. Tudi katerokoli storitev oziroma priložnost, možnost bi spet na novo morali nuditi posameznikom, to mora nekdo spet izvajati, ki mora biti spet od nekje financirano. Jaz sem sicer mnenja in tudi pač se zavedam, da trenutno v Sloveniji, pa tudi če pogledava za zadnjih 10 let, je v Sloveniji steklo in poteka res ogromno različnih programov in projektov za romsko skupnost, ampak po vseh teh letih pa še vedno pogrešam program, ki bi bil namenjen predvsem mladim staršem.
v tem trenutku bi tovrsten program bil več kot dobrodošel, ker so sedaj mladi starši tisti, ki vzgajajo naslednjo generacijo Romov, ki bodo lahko naredili res prve vidnejše spremembe. Za nazaj popravljati stvari ne moremo. Lahko pa danes, kar lahko naredimo, je, da prepoznamo vzorce, napake, in poiščemo rešitev, ko dejansko enkrat to prepoznamo, tudi vzroke za posledice, katerim smo danes priča. Ponavadi se v Sloveniji, ko se pač nekaj hudega zgodi, kakšen hujši primer, začnemo gasiti dim, bom rekel, ampak treba je pokasiti ogenj, ki pa se je zanetil že morda 10, 15, 20 let prej, ne. Ampak kot smo v zadnjem letu videli, tudi neke bliskovite reakcije ali pa sprejemanje zakonov čez noč, dobesedno, jaz se bojim, da nekih dolgoročnih učinkov žal ne bomo videli iz tega. Če bi imeli zdajle to možnost in bi vi oblikovali nek program za mlade romske starše, kaj bi ta program vključeval? Kako bi izgledal? Jaz se zelo sicer rad pošalim na svojih predavanjih, ampak je tudi zelo veliko resnice v tej šali. Jaz pogrešam res en krovni ali organ ali program, ki bi vključeval vse spodaj naštete programe, ker sem tudi ugotovil, da tudi recimo ministrstva, vladne službe med seboj ne komunicirajo toliko, kolikor bi si pač tudi mi želeli. In se včasih na terenu, ko se izvaja več programov ali projektov hkrati s podobnimi vsebinami tudi kdaj, da zaradi nekoordinacije, nesodelovanja institucij, potem recimo v nekem naselju, da damo čisto en laičen primer, je eno naselje, kjer živijo Romi, in potem na isti dan ob isti uri recimo delujeta dve popolnoma različni organizaciji s podobnimi aktivnostmi. To je popolnoma nesmiselno. Namesto, da bi se že predhodno vrhovne organizacije ali pa financerji, to so ponavadi ministrstva, med seboj uskladile, kdo bo kaj delal, kdaj bo delal, za koga bo namenjeno, da bi potem dejansko celostno pokrili vso situacijo oziroma vse generacije, od otrok, mladih staršev, starejših, ker če pa vsak program dela izključno samo za eno ciljno skupino, to so ponavadi otroci in mladi, kar ni nič narobe s tem, ampak bi bilo lažje, če bi res potem vsako ministrstvo delalo na svojem področju, ker najlažje je, ne vem, razpisati nek javni razpis, kamor se prijavijo izvajalci s programom in potem bomo delali tisto, kar je najlažje, ne. Ampak vseeno jaz bi si želel imeti nek krovni program, ki bi res koordiniral in spremljal vse že obstoječe programe, da bi se res pokrila vsa področja, tudi glede ciljnih skupin. Otroci, mladi starši, starejši. Ker to so dejansko vse te skupine, ki še živijo v naselju tudi skupaj, morda tudi v isti hiši in lahko dejansko sodelujejo med seboj in si ena drugi pomagajo. Omenili ste, da so Romi srčni ljudje. Smo. Ste, oprostite, ste srčni ljudje. Vendarle pa iz medijev pogosto slišimo relativno krute zgodbe o zanemarjanju otrok, o zelo zgodnjih najstniških nosečnostih, o posilstvih mladih deklic. A je to nekaj, kar vi tudi opažate na terenu, ali je to urbana legenda, ki se pri nas širi iz ust do ust, pa nima veliko skupnega z realnostjo? Tukaj treba poudariti dve ključni zadevi. Gre za posamezne primere. Ampak ker v medijih te zgodbe tako dobijo dejansko neka svoja krila in se to začne zelo zmotno posploševati, kot da to celotna skupnost enako počne oziroma ima enako tradicijo. Še bolj pa mene osebno zmoti, ko enačijo zgodnje in prisilne dogovorjene poroke z romsko kulturo oziroma romsko tradicijo, ne. To ni del romske kulture, to je zgolj samo trgovanje z ljudmi, ko govorimo o mladoletnikih. Sploh, če je tukaj posredi še kakšen denar oziroma dota, ne. To je samo pač trgovanje z ljudmi, sploh, ko govorimo o 13-14-letnicah ali tudi 13-14-letnikih. Tako da tukaj dejansko tudi medijski svet naredi ogromno škode zaradi načina poročanja. Ker sam sem bil tudi na številnih konferencah, kjer so govorili o zgodnjih in prisilnih porokah nasploh v Sloveniji,
potem dejansko vidiš, da tista številka, ko so zabeleženi primeri tudi iz romske skupnosti, sploh ni tako velika napram ostalim. Samo pač za razliko, da se v ostalih primerih ne poroča. Zato ima potem nek povprečen gledalec, poslušalec občutek, da se to dogaja zgolj samo pri Romih, kar pa ni res. In če vas jaz zdaj vprašam, torej tudi znotraj romske skupnosti obstajajo mlada dekleta, ki si lahko izbirajo partnerje, Seveda. ki niso prisiljene v odnose, zato ker želijo neke starešine oziroma njihovi starši. Seveda, v večini primerov je tako. Spet govorimo samo zgolj o posameznih primerih. Ne bom trdil, da se to ne dogaja, ker se, ampak spet se ne dogaja toliko, kolikor pa bi morda nek gledalec, poslušalec mislil. Jaz tudi vedno na svojih predavanjih se vedno pošalim, ker res imamo zelo širšo familijo, imam res veliko bratrancev in sestričen. Jim dajem vedno za primer, da so recimo moje sestrične, ki so poročene, one so tiste, ki upravljajo finance v družini, one so tiste, ki skrbijo res, da vse poteka tudi, kar se ekonomskega statusa tiče v Sloveniji, mislim v družini, da so one tiste, ki to urejajo, ne moški, in so potem morda kakšni bolj staromisleči moški zelo malce užaljeni, kako pa lahko to, da ženska lahko skrbi za to, to je pa ja moško delo, ne. Tako da tudi tukaj že vidim potem pri večinskem prebivalstvu, da so malce bolj starokopitno naravnani, ne. In so že z tega vidika, recimo, govorim o mojih sestričnah pa naši družini, že toliko bolj naprednejši, ne, pa so vse izobražene, zaposlene, tudi samostojne podjetnice, tako da tudi teh posameznic, če govoriva o Rominjah, je kar nekaj. In če bi vas vprašala, ne želiva si posploševanja, ne, ampak če vas bi vprašala, je torej v romski populaciji kaj več patriarhata, kot bi ga recimo, kot ga opazite v neki slovenski populaciji, ali je to nekaj, kar je popolnoma enako, odvisno od posameznika, odvisno od vzgoje, odvisno od karakterja To je človeka? spet eno tako zmotno prepričanje, ker res, ko sem začel bolj namensko raziskovati tudi zgodovino Romov, kulturo, tradicijo, sem ugotovil, da bi si celo upal trditi, da je bolj prisoten matriarhat kot pa patriarhat. Ker tudi znotraj naše družine je bila babica tista, ki je imela glavno Capo di besedo. banda. Tako. In vedno, kjerkoli sem se pogovarjal z Romi, ker res obožujem poslušati Rome, njihove osebne zgodbe, skoraj vedno je nekdo, ki reče, naša babica je bila pa šefica družine, recimo, šefica bova rekla družine, ki je narekovala, kako bo družina živela, ne. Tako da bi si bolj upal trditi, da je bolj prisoten matriarhat kot pa patriarhat. In glede na to, da radi poslušate dobre zgodbe, da imate to zelo široko družino, da se očitno tudi kar nekaj z Romi družite, a nam poveste par teh dobrih zgodb? Torej, kako lahko izgleda življenje Roma v Sloveniji leta 2026? Povsem običajno. Če izvzamemo vse te negativne zgodbe, ki so v medijih bolj v ospredju prisotne, bi bile recimo naše zgodbe, če bi poročali o teh dobrih zgodbah, povsem običajne, morda celo malce dolgočasne za kakšnega bralca ali pa poslušalca ali pa gledalca. Ampak vseeno, jaz se kot novinar trudim res izpostavljati zgodbe posameznikov, ki so morda dosegli še celo nekaj več kot pa recimo nek povprečni državljan Republike Slovenije. Ali ima kakšen poseben potencial oziroma skriti talent, pa je na svojem področju bolj zablestel nad ostalimi. In jaz res z veseljem o takih zgodbah poročam. Me pa zelo presenetilo že pred parimi leti, tudi ko sem se sam podal v podjetniške vode, koliko posameznikov Romov je samostojnih podjetnikov v Sloveniji, ne? Ampak žal spet se nočejo sami medijsko izpostavljati, čeprav bi meni kot novinarju to bila res ena taka zlata, odlična zgodba, ker s tovrstnimi zgodbami res lahko premagaš marsikateri stereotip in predsodek pri večinskem prebivalstvu, ker dokler ljudje ne vidijo, ne slišijo res to osebo, pač ne vem, če ravno verjamejo temu, da je res tako. Ampak jaz lahko zatrdim, ker sem tudi skozi naše oddaje, ki jih pripravljam, res v zadnjih 15 letih številne Rome že predstavil, zelo uspešne. Tudi recimo eno zmotno prepričanje je bilo, na katerega naletim skoraj vsako leto, tudi pri študentih, ko predavam, da ni visoko izobraženih Romov. Jaz lahko trdim, da nas je zelo, zelo veliko.
Ker sicer moja predavanja so včasih zelo hecna. Vedno profesorje prosim, naj ne povedo, da pride predavati nekdo iz romske skupnosti. Pač pride Sandi Horvat, bo predaval o Romih, ker vsi pričakujejo, če napovedo, da pride Rom predavati, da pride temnejše polti, da morda ne bo znal toliko tako lepo slovensko govoriti, morda ne. In potem vprašam ponavadi v predavalnici, kako izgleda Rom. Pa to so študentje, bodoči strokovni delavci, bova rekla. In slišim res vse stereotipne predstave o Romih, od temne polti, slabše oblečeni, slabša slovenščina, nezaposleni, neizobraženi. In potem povem, zakaj pa jaz ne bi mogel biti Rom. Ja, ker govorite lepo slovensko, ne, pa in vse to. Ja, ampak sem tudi Rom. In imam dokončan magisterij in potem vidim takšne izraze na obrazu, ne. Tako da so te stereotipi in predsodki tudi pri mladih še vedno zelo, zelo prisotni, kljub temu, da imamo danes praktično cel svet na dlani. Pa če se vrneva k tem stereotipnim predsodkom. Torej, en del romske populacije prav gotovo obstaja, ki slabše govori slovensko. Tudi drži, da se po izgledu, morda po načinu oblačenja ločijo od mogoče večinskega prebivalstva. Zakaj? Oziroma je to statusni simbol, je to znak pripadnosti skupnosti, je to pomanjkanje denarja, je to pomanjkanje dobrega okusa konec koncev? Kaj je to? Jaz bi samo pač tukaj imel, če bi že moral izbrati en odgovor, je to samo ekonomski položaj družine. Oziroma pač ali skupnosti v nekem okolju. Nič drugega. Ker morate si predstavljati, ker jaz pač zelo rad dajem primere, da si res ljudje znajo predstavljati. Če si predstavljate, ne vem, enega otroka, ki prihaja iz romske skupnosti, živi v naselju, družina je bolj ekonomsko slabše situirana, morda celo prejemniki socialnih transferjev. Kako izgleda takšen dan tega otroka in njegovih staršev? Verjetno otrok hodi v šolo in pozna samo pot do šole in nazaj domov. Starši pa verjetno ne gredo niti iz naselja, razen če grejo po otroka ali pa gredo v trgovino in to je to. Kako izgleda življenje takih ljudi? Če so 24 ur, bova rekla, zaprti v nekem naselju, ne družijo se z večinskim prebivalstvom, ker je tudi Rome strah ne Romov, tako kot je ne Rome strah Romov. In če ta otrok v svoji bližini, v svojem naselju ne vidi nobenega sovrstnika ali pa ne vem, starejšega brata, sestro, ki bi dokončal srednjo šolo ali Rome, ki bi bili zaposleni, tudi sam ta otrok verjetno nima nekih velikih ciljev in ambicij in se njegove sanje, kot pravim, vedno stavijo na izstopu iz naselja. Ampak je res ta strah, pač to bi rad poudaril, ker sem kar nekajkrat že izvedel delavnico, ki je bila popolnoma enaka za večinsko prebivalstvo, za udeležence iz večinske skupnosti in iz romske skupnosti. In dejansko ugotovil, da se ne Romi bojijo Romov, Romi pa ne Romov. Zakaj? Ker ne komunicirajo med seboj, ni dialoga. Zato sem potem tudi tem javnim inštitucijam priporočal, da kljub temu, da če imajo programe izključno za romsko skupnost, naj vseeno povabijo zraven še neromsko skupnost, ker se morajo ljudje začeti pogovarjati. To je dejanski pokazatelj, da sploh ni nobenega dialoga v okolju. Česa se pa po vaših izkušnjah denimo bojijo Romi pri neromih? Kaj je tisto, kar jih straši? Da ne bodo sprejeti, da jih bodo zmerjali, ker tudi jaz sem na lastne oči videl, ko sem bil v eni trgovini, pa pač ne izgledam tipično Rom, bova rekla, ne, če govoriva o stereotipni predstavi Romov. Je bila pa ena Rominja tudi v trgovini, pač za mene pač navadna ženska, ena od strank v tistem času v trgovini, ampak za njo je hodil varnostnik po trgovini in sem si mislil, kako se mora ta ženska počutiti, če je to njen vsak dan oziroma vsakič, ko gre v trgovino. Da hodi varnostnik za tabo po trgovini, medtem ko ti kupuješ kruh, mleko, pa še kakšna osnovna druga živila. Meni je bilo takrat zelo nerodno za njo. Pa za mano ni hodil varnostnik. Ampak to je vsak dan nekaterih posameznikov. Recimo, to se mi je zgodilo na Dolenjskem, ne. Tako da recimo ta strah je zelo, zelo prisoten in se zelo generacijsko, zelo hitro prenaša tudi na mlajše generacije. A ste kdaj
v svojih bogatih izkušnjah dobili vprašanje od Roma, ali pa pomislek, lahko vam, ker ne izgledate tipičen Rom, ne izgledate temnejše poti, temnih las, tako da lahko vam se integrirati v družbo. Kako je pa njim? Ampak tudi jaz jim vedno povem, da tudi jaz sem doživel že kar nekajkrat diskriminacijo zaradi tega, ker sem pripadnik romske skupnosti. Je druga stvar, da skozi leta sem res dobil zelo trdo kožo in da je zelo velik prepih med mojima ušesoma, ko karkoli na to temo slišim. Ampak tudi jaz sem bil nekoč brezposeln, brez izobrazbe. In ko sem iskal službo, bil aktiven iskalec zaposlitve, sem tudi jaz imel na svojem življenjepisu napisano, da pasivno govorim romski jezik. Za mene je vsako znanje veščina, ki so lahko plus točke na nekem razgovoru. In tudi jaz sem bil na nekem razgovoru, preden sem se zaposlil kot novinar, in jaz sem mislil, da na tistem razgovoru briljiram. Vse komunikacijske veščine, obvladam računalniška orodja, govorim angleško, nemško, špansko, hrvaško in tudi romsko, to je za mene plus, ne. Ampak takoj, ko je pa na razgovoru direktor prišel do te točke, kako pa to, da govorite romsko, ja, sem tudi pripadnik romske skupnosti. Aha. In se je čutila energija, kako je padla na tistem razgovoru, ne. To je bila dejansko tista prva diskriminacija, ki sem jo takrat doživel in sem se spet takrat nekako introvertiral nazaj, da pa mogoče vseeno ne bi bilo dobro, da povem, da sem Rom, ampak jaz sem spet imel neko svojo posebno zgodbo zaradi tega nesprejemanja lastne identitete in tudi to še danes opažam pri mnogih Romih, zaradi nepoznavanja lastne zgodovine, kulture, tradicije, identitete, se tudi tega nekateri posledično sramujejo. Tudi zaradi tega, kot sva govorila že pred oddajo, spreminjajo tudi priimke, da bi bili lažje sprejeti, morda lažje konkurirali na trgu dela. Omenili ste, da ste imeli v CV-ju napisano, da pasivno govorite romski jezik? Ja. Pasivno, to pomeni, da ste doma govorili slovensko oziroma kakšen drug jezik? Tako. Aha, ste že doma govorili slovensko? Samo slovensko. Jaz do 13. leta sploh nisem vedel, da sem pripadnik romske skupnosti, ker smo živeli takrat izven naselja in se šele pozneje preselili nazaj v naselje, od koder je izviral moj oče. In takrat tudi starša nista imela potrebe oziroma sta mislila, da ni potrebe, da pač otroka vesta, da sta tudi iz romske skupnosti. In se tudi zato posledično nismo govorili oziroma učili romskega jezika. Tudi zato, da bi bila bolje sprejeta v šoli, da bi nama lažje šlo. Ko pa se enkrat preseliš nazaj v naselje, kjer pa dnevno slišiš romski jezik, pa ga začneš osvajati. Ampak jaz sem pač taka posebnost, da obožujem tuje jezike in meni je to res fascinantno, ker se vemo, stari slovenski rek, več znaš, več veljaš. In tudi pri tujih jezikih je tako da sem se ga potem pozneje naučil in se ga še vedno učim. Zdaj, v bistvu, če strnem, pa dam en psihološki profil, pri vas je šlo torej za to, da niste rasli v romskem naselju in tudi ne v romski kulturi. V bistvu ste starši govorili slovensko in verjetno so vas tudi spodbujali, da hodite v šolo, da si pridobivate izobrazbo, da si otroci pridobivate izobrazbo. Kaj pa v vseh primerih, kjer romski otroci, tudi neromski otroci imajo nekateri enak problem, nimajo te sreče, kjer se starši ne zavedajo te potrebe izobrazbe, učenja, več znaš, več veljaš? To je pa eden temeljnih izzivov še današnje skupnosti, pa ne govorim samo o romski, ampak celotne skupnosti v Sloveniji nasploh, da izobrazba ne predstavlja vrednote. Tudi v tem zelo hitro razvijajočem se sodobnem času, tudi pri mladih nasploh opažamo, da nimajo nekih ambicij po neki visokošolski ali pa visoki izobrazbi, ker tudi zaradi tega novodobnega načina služenja denarja, bova rekla, preko spleta, lahkega denarja, vsi stremijo bolj k temu, da s čim manj napora zaslužijo čim več, ne. Izobrazba torej ne predstavlja vrednote, tudi pri romski skupnosti ne toliko, kolikor bi si mi želeli. Ampak spet ne povsod, kakor kje.
tudi za eno regijo ne bi mogel reči, da ne vem, to pa sedaj za Dolenjsko drži. Ne, ker tudi na Dolenjskem imate naselja, kjer pa so izobraženi Romi, zaposleni Romi, si želijo še več. Ampak je pa to, če se navežem na še prej tisti primer o otroku iz naselja, ko se začnejo ti posamezniki zaposlovati, izobraževati v naseljih, postanejo nevede primer, zgled ostalim v naselju. Dokler pa sedaj, če imamo naselje, kjer ni nihče izobražen ali zaposlen, oni ne vidijo te možnosti oziroma priložnosti, predvsem pa tega, kaj to prinese za seboj. Da če si ti zaposlen, to pomeni, da si lahko omogočiš več, svojim otrokom lahko omogočiš več, hodiš iz naselja, se družiš z drugimi ljudmi, razširjaš obzorja. Če si pa ti konstantno zaprt nekje v nekem okolju in iz njega ne greš, ja, kako boš pa potem pogledal v svet, kaj ti se dejansko lahko ponuja? In tukaj lahko narediva piko in rečeva, velja za popolnoma vse kulture, vse narode, vse etične skupnosti enako. Tako. Kako ste vi osebno doživeli to, kar se je konec leta 2025 zgodilo v Novem mestu, smrtjo gospoda Šutarja? Če govoriva o meni kot posamezniku, kot Sandiju, ki ni novinar, jaz sem bil zelo zgrožen in zelo šokiran, ne samo zato, ker se je zgodil ta incident, ker vsako nasilje pač ne bi smelo imeti prostora niti mesta v nobeni družbi, kaj šele vse to, kar se je zgodilo, ampak kot pripadnik romske skupnosti sem pa bil zelo v velikem upravičenem strahu danes, če gledam nazaj, kaj vse bo sledilo, ker sem vedel, da se to ne bo dobro končalo. Ker da se zgodi nekaj tako groznega in da čez 4 dni vlada kar naenkrat sprejme oziroma predstavi zelo širok zakon, ki nagovarja ogromno področij, veš, da to pač na dolgi rok ne bo dobro. Bral sem tudi vse, kar se je pisalo na spletu, ker sem tudi želel biti na tekočem, kakšna je atmosfera ljudi, bil tudi na terenu, in sem bil zelo, zelo, bova rekla, razočaran nad ljudmi nasploh, da premorejo toliko sovraštva do ljudi, ki jih ne poznajo, do sodržavljanov, ker tudi Romi smo državljani Slovenije, z vsemi dolžnostmi in pravicami. In me je dejansko takrat postalo v nekem trenutku celo malce strah. Pa ne toliko za mene, ampak za vse posameznike, ki pa jih poznam, ki so iz jugovzhoda Slovenije. Šele potem teden dni po incidentu sem začel dobivati tudi razna pričevanja in zgodbe ljudi iz Prekmurja. To govorim o posameznikih, ki delajo tudi v sosednji Avstriji, kamor so se vsa ta leta vozili z neromi, skupaj v avtu delati. In potem kar naenkrat so se začeli te ljudje, govorim za pripadnike iz romske skupnosti, sami voziti v Avstrijo, ker jim je bilo neprijetno sedeti v avtu s prijatelji, kljub temu, da so prijatelji, ker je to bilo konstantno povsod v medijih in je bila vedno konstantno ena in ista tema tudi v avtu, je njim bilo neprijetno sedeti v tem avtu in se pogovarjati o tem, ker je sedaj dejansko bila kolektivna škoda na celotno skupnost narejena in smo zdaj kolektivno odgovorni, očitno vsi, ne, za dejanje posameznika. In dejansko se je takrat ta način razmišljanja zelo, zelo hitro razširil zaradi spleta. In ni bilo ravno prijetno. Pred drugo svetovno vojno počutiti. Ja. Omenili ste, da ste Romi, da ste tudi Romi državljani Republike Slovenije z vsemi dolžnostmi in pravicami. Tukaj bi hitro nekdo rekel, a je to res? A ste državljani z istimi dolžnostmi, ne vi konkretno, ampak kakšni od predstavnikov, ali oziroma kakšen je vaš občutek, a so nekateri posamezniki res tako spretni pri izogibanju svojim dolžnostim, pri hvatanju krivin, pri različnih možnostih obvodov, kot se jih predstavlja v medijih? Tudi v obdobju v letih pred Šutarjevim zakonom, bova rekla, sistem je bil postavljen. Ves celotni pravni okvir je postavljen,
ki je deloval, če se je izvajal. Zakaj se ni izvajal? To bi bilo po moje recimo novinarsko vprašanje za določene ustanove in institucije. Za katere ustanove in institucije, denimo? Ne vem, od centrov za socialno delo naprej do policije, tudi do zdravstvenih ustanov. Ne? Kjerkoli se je karkoli, kakšen incident zgodil, pa so bile mogoče kršene ali dolžnosti ali pa tudi pravice posameznikov ali uporabnikov. Dosti krat je bilo, tako kot smo prej rekla, za zgodnje in prisilne poroke, bilo vse enačeno, to je del romske kulture, se ne bomo s tem ukvarjali. Torej, nekdo je sprejel zavestno odločitev, da tega ne bo Ja. kriminaliziral, da tega ne bo Tako. preganjal. Tako. Res je vprašanje na mestu. Kje Tako. so bili, da se je to dovolilo? Saj vemo, vsa ta leta zakoni so bili, sistem je bil postavljen, ki je deloval. Vemo pa, da se tudi v določenih segmentih, kdaj pa kdaj, kakšna stvar ne izvede, ampak je potem na mestu vprašanje, zakaj se ni določena stvar izvajala. Ker jaz verjamem, ker tudi v Prekmurju smo imeli primere, ne vem, kriminalnih dejanj posameznikov, pa tudi recimo v drugih regijah poznam za te primere, ampak recimo vedno se je policija odzvala, je preiskala primer, prišlo do nekega epiloga, do nekega zaključka. Pač na drugih področjih pa včasih vidiš, da pač ljudje samo malce slepo stran pogledajo, pa se gre za Rome, ne? Pač oni imajo svojo tradicijo, to je pač njihovo, se ne bomo s tem ukvarjali. Tudi takšni primeri se dogajajo. In jaz se vedno sprašujem, zakaj, predvsem pa, kdo je takrat bil tisti, ki je stran pogledal. A bi vi, denimo, imeli tendenco, da pogledate stran, če bi vedeli, da je neko neželeno vedenje, bom tako rekla, ne bom omenila kaznivega dejanja, ampak neko neželeno vedenje naredil ali pa povzročil pripadnik romske skupnosti? Če bi jaz stran Vi, pogledal. zaradi sočutja, zaradi odgovornosti, zaradi pripadnosti. Jaz vedno, tudi ko imam sploh romske oziroma Rome slušatelje ali pa udeležence na delavnicah, jaz jim vedno zelo brutalno, iskreno in kritično povem v obraz. Veliko več, kot pa bi si morda kdorkoli dovolil. Vedno rečem, da sem do Romov še dvakrat bolj kritičen. Ne? Jaz res ne šparam z besedami, ker je treba ljudem postaviti oziroma nastaviti ogledalo. In tudi v teh tovrstnih primerih, ker so bili tudi že primeri, predvsem pri mladih, pač si mogo človeka postaviti pred dejstvo. To in to ni okej, kako bomo rešili, ali pomagamo mi, ali pomagajo drugi, ali pokličemo koga. Jaz osebno kot človek mislim, da bi me preveč pekla vest, če bi nekaj videl, slišal, pa vedel, da ni prav, pa bi se obrnil stran in bi šel. To sem pač jaz, ne. Se pa zavedam, da veliko ljudi zaradi tega, da se ne vpletajo v tuje stvari, ne vem, če je to pač človeška narava ali neka kulturno-ideološka zadeva, se bodo lažje pač obrnili stran. Jaz pač sem eden tistih, ki bom opozoril na to in sem v preteklosti tudi, ne vem, že pisal razne prošnje ali pretožbe v imenu ostalih, če niso bili dovolj sposobni ali kompetentni česarkoli ubesediti ali napisati, da smo prijavljali določene zadeve ali poklicali nekoga ali policijo ali centre za socialno delo povprašali. Tako da jaz osebno ne, ampak se pa bojim, da pa večina ljudi bi po moje prej stran pogledala. Torej, poenostavljamo, oziramo se stran, ne želimo se mešati v stvari, ki se nas neposredno tičejo. Morda tudi v stvari, ki jih ne razumemo in ne poznamo. Ker ravno to nevedenje in nerazumevanje nečesa vzbuja strah pri ljudeh. Ne? Jaz vedno dajem kot za kontraprimer to, kar se sedaj dogaja Romom v Sloveniji, je bilo enako, ko je čez Slovenijo recimo šel prvi val prebežnikov in tudi migrantov. Takrat so nas mediji tako zbombardirali, da je to nekaj slabega in so vzbudili strah, tudi politična sfera, da je to nekaj, česar bi se morali bati. In seveda, česar se bojiš, ne želiš imeti v svojem okolju. Ampak je pa hecna in luštna zadeva, da ko pa je prišel takrat prvi val prebežnikov, so šli čez Lendavo, je ravno dežurna ekipa reševalcev iz romskega naselja bila tista, ki jih je pričakala, tam jim nudila prvo pomoč.
Saj podobnost je očitna. Tuj jezik, temnejša polt, nekaj, kar ne poznamo, nekaj, kar je morda tuja kultura, ne, saj mogoče nas podobna čustva, v bistvu doživljamo podobna čustva ob pribežnikih kot ob Romih. Dejansko je to nekaj, kar ni poznano. Tako. In jaz se pač trudim res skozi vsa ta leta delavnic in predavanj, da res vsaj nekoliko malce orišem in da ovržem določene zmotne predstave, ker še vedno prepogosto na terenu slišim strani večinskega prebivalstva, da ljudje smatrajo, da smo se Romi preselili v Slovenijo 10-15 let nazaj. Romi so na slovenskih tleh prisotni že od 14. stoletja. Ne? Tudi jaz nisem sedaj prva rojena generacija v Sloveniji, zato tudi govorimo že toliko slovensko. Druge pač morda res slovenščina malce nekoliko bolj šepa, ampak tukaj je pa spet izobrazba tista, ki je bila primanjkljaj. No, drugače je to tudi fascinantno, toliko časa obdržati svoj jezik, tako močno, brez neke zares pisane besede, brez neke bogate književnosti. Mislim, je fascinantno, ne? Je, da se je, če res izhajamo iz dejstva, da so se Romi izselili iz Indije preveč kot 1000 let, oziroma pripadniki takratne skupnosti v Indiji, ki so postali nomadi Romi, kakršne poznamo še danes, in da se je jezik, tako kot ste rekli, brez pisane besede ohranil več kot 1000 let, in da danes na zahodu Indije še vedno obstaja narod, ki govori enega od narečij romskih jezikov, kot ga poznamo v Evropi, je to meni res zelo, zelo fascinantno. Ampak če ste že omenili jezik, me pa skrbi, kaj pa bo z romskim jezikom čez 10-20 let. Ker recimo tudi jaz ga aktivno ne govorim in ga tudi doma ne uporabljamo. Torej, vse moje mlajše generacije se ga ne bodo več naučile. Tudi v našem naselju sedaj, ko več starejših ljudi ni, ki so večinoma govorili romsko med seboj, slišimo bolj prekmurščino kot pa romščino. Medtem ko 15 let nazaj bilo slišati večinoma romščino. Zato res se bojim, kaj bo čez 10-15 let. Ne? In tudi vem, da starši, sploh v okoljih regijah, kjer so bolj Romi, bova rekla, so manj sprejeti strani večinskega prebivalstva, opuščajo uporabo romščine v domačem okolju. Kar je meni zelo, zelo žal, ker je to res ena taka del kulturne dediščine, oziroma bi si upal trditi, da je celo edini kulturni element, ki res je del romske kulture. Vsi ostali elementi so samo primesi nekih kultur, kjer so se nekoč stoletja nazaj Romi preseljevali oziroma izseljevali iz kraja v kraj. Se nekaj zelo podobnega, drugače se dogaja tudi Slovencem na splošno. Ja. Strokovnjaki opozarjajo, da mlajše generacije ne bodo več brale v slovenščini in da bo v bistvu literatura v angleščini, in je samo vprašanje časa, kdaj se bomo tudi sporazumevati začeli vse več in več in več skozi angleške izraze, in je zelo velika nevarnost, da tudi slovenščine v obliki, kot jo poznamo, kmalu. To je zelo res, ker tudi mlade, ko imam na kakšnih delavnicah ali pa tudi, če so kakšni znanci, pa morda je že vsaka, ne vem, 6., 10. beseda v angleščini, kakšen termin, pa vedno rečemo, zdaj pa mi to v slovenščini povej, pa ne znajo povedati. Ne. To pa je tisti besedni zaklad, ki ga je treba imeti in ki izginja, ker ga ne moreš imeti. Slovenski jezik je zelo lep jezik. Zelo lep jezik. Samo še Ferbac, če bi tekoče govorili romski jezik, bi se Romi kljub različnim dialektom lahko sporazumevali med sabo, denimo tudi Romi iz drugih držav, ali je to toliko specifično glede na okolje, iz katerega prihajajo, da ni mogoče govoriti o enotnem romskem jeziku? V bistvu o enotnem romskem jeziku ne moremo govoriti, ker samo na območju Evrope imamo okoli 1000 različnih narečij romskega jezika, ampak iz konteksta se lahko pogovarjaš s komorkoli. Iz konteksta, da znaš razbrati. Recimo, meni osebno je bilo fascinantno, ko sem delal reportažo o Romih v New Yorku, da sem se s svojim znanjem romščine lahko o romščini pogovarjal z Romom v New Yorku. To je nekaj najbolj fascinantnega. Saj smo uporabljali tudi angleščino. Ampak recimo narečje prekmurske romščine je tekoča romščina na Madžarskem, Slovaškem, Češkem in delu Avstrije. Je popolnoma enako narečje. Recimo se lahko tekoče pogovarjaš. Oziroma po domače povedano, ne morejo me opravljati za mojim hrbtom, ker jih bom razumel. Ne?
Ampak ja, se da iz konteksta se lahko recimo pogovarjaš tudi o vseh stvarih v bistvu. Samo pač ni tekoče, je res nek enovit jezik, ampak iz konteksta se pa je možno se pogovarjati, ja. Okay, še eno temo sem prej obljubila, namenska poraba denarja. Verjamem, da ni tako zelo zanimiva, ampak vseeno se mi pa zdi, da malo pokličeva tudi na odgovornost našo politiko in naše oblastnike v narekovajih. Kakšno je vaše mnenje v zvezi z možnostmi izboljšav, da ne bo samo negativna? V bistvu jaz se ne bi tukaj strinjal z vami, da ni tako zanimiva. Jaz mislim, da je ta tema zelo zanimiva. Okay, pa se pa popravljam. Še posebej, ko se dokopaš do določenih informacij in podatkov, kako se vsa ta sredstva porabljajo. Ker jaz sem pred letom in pol, za leto 2024, pripravil en res obsežen novinarski prispevek. Preden se je vse lani začelo vse to poročati, bova rekla, da sem bil prvi v Sloveniji, ki naredil to analizo. Res celostno, kako se je v tistem letu porabilo 23 milijonov za programe in ukrepe za Rome. Ker nek povprečen gledalec in poslušalec, ko slišale, prebere pasico ali pa naslov prispevka, država je za Rome namenila 23 milijonov. Kaj si bo nek pripadnik večinskega prebivalstva ob tem mislil? Spet smo dali 23 milijonov za Rome. Rom, ki bo to prebral, pa bo rekel, kje pa je ta denar? Mi ga nismo dobili. In jaz sem se konec leta 2024 lotil prav res posebne analize, kako je država porabila 23 milijonov v tistem letu, in kot novinar imam to pravico in tudi dolžnost, da pridem do teh podatkov. In sem bil tudi jaz osebno zelo ogorčen, šokiran, kako se denar porablja. Od tistih 23 milijonov, ne vem, če so slabi 3% prišli do romske skupnosti, ampak tu res govorimo o financiranju romskih zvez, kjer delujejo romska društva, razni javni razpisi za kulturo romskih društev. Tu so se sofinancirali tudi programi romskih oddaj na RTV Slovenija in krovna romska organizacije. To je to. In potem spet vprašanje, z mojega vidika, kam pa je potem šlo ostalih 20 milijonov, ne? V ceste, mostove. Res je. Niti ne v infrastrukturo, urejanje naselij, kjer živijo Romi, urejanje cest občin, ampak to govorimo zgolj o 8 milijonih, ne? Največji potrošnik je šolsko ministrstvo, še vedno tudi lani in tudi letos bo. In nič ni narobe v tem, da se namenja denar za izobrazbo. Jaz osebno menim, da je izobrazba res zelo vredna naložba za prihodnost za vsakega posameznika, tudi za celotno skupnost. Ampak me je pa zmotil podatek, da je od 12 milijonov šolsko ministrstvo namenilo skoraj 9 oziroma 10 milijonov za dodatke učiteljem, ki izvajajo dodatne učne ure za učence Rome. Če govorimo o domnevno 12 tisoč Romih v Sloveniji, bova rekla glede na demografsko statistiko 3 do 4 tisoč morda šoloobveznih otrok. In mi dajemo, bova rekla posplošeno, 10 milijonov na leto za dodatke učiteljem, za dodatne učne ure za učence Rome. In kljub vsem tem učnim uram bi si jaz želel videti večji napredek tudi na področju izobraževanja. Ampak se mi zdi, da iz leta v leto poročamo o slabših številkah. Tako da ravno ne bi na prvo žogo verjel stavku, koliko država sicer nameni za Rome, ker fizično od tega denarja Romi nimamo skoraj da nič. Tako da je ta tema zelo zanimiva, ko se enkrat lotiš raziskovati. Sej preko te teme in konkretno te problematike sem jaz tudi prišla do vas, ker so mediji povzemali zdaj tudi pred kratkim te vaše analize. Zanimivo. Ja, tako da vaše delo ni bilo zaman. Za konec, če bi po pravilu 1% lahko vsak od nas naredil eno stvar, malo drugače, pa bi prinesla nek napredek. Kaj bi bilo to, kar bi si vi želeli, da neromsko prebivalstvo naredi jutri drugače, da bi prispevali k bolj vključujoči družbi, k večjemu razumevanju, k tem, da bi se bolj razumeli? Povsem preprosto, pa ne govorim to samo za boljše sprejemanje romske skupnosti, ampak kogarkoli, ki morda ne ustreza neki družbeni normi oziroma neki šablonski ureditvi družbe, ne obsojati. Če nečesa ne veš, vprašaj.
spet smo pri dialogu, ne? Ampak ljudje smo navajeni rajši takoj obsojati na prvo žogo in se s tem ne ubadati. To vedno govorim, ne obsojati, raje vprašaj, če česa ne veš. Koga? Kogarkoli. Najboljše, da tistega človeka, katerega želiš obsoditi na prvo žogo, ne? Ne vem, zakaj si temen, odkot pa prihajaš, kakšna pa je tvoja kultura, kakšen jezik pa govoriš. In se spet spleta dialog. Se šokirani bi bliže, če bi vprašali, kako si, kakšni so vaši največji problemi. Še S kakšnimi pozdraviti stiskami? dober dan in nasvidenje ne uporabljamo več. Kaj šele, da bi spraševali ljudi. Res je. Jaz morda kot novinar res zelo rad sprašujem, ne? Ampak ravno zaradi tega, ker rad sprašujem, spoznavam zato toliko res lepih, odličnih ljudi. Okay. Dajmo se pozdravljati. Našega sočloveka, ne glede na to, od kje prihaja, ne glede na to, kako izgleda, pozdravimo se. Res je. To je, mislim, da je en zelo preprostih nasvetov, katere lahko upoštevamo že danes in da ni potrebno počakati 10 let, da se nekaj spremeni. Gospod Sandi, iskrena hvala za ta pogovor. Seveda sva vedela, da bomo imela čisto premalo časa. Vnaprej sva vedela, da je format premajhen za vse, kar bi si želela povedati, pa vendarle. Morda ob priliki še kaj več, ampak najlepša hvala za te uvodne misli in morda, da se lahko malo zamislimo, pa pri sebi naredimo kakšno stvar tudi drugače. Z veseljem in najlepša hvala za povabilo in si bom drznil, se že veselim drugega povabila. Hvala. Spoštovane, spoštovani, mi se pa kmalu spet vidimo in slišimo. Lepo se imejte. Adijo. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.